V rubriko Glas ljudstva pa nam je tokrat pisal Matej, ki ga zanima, kako ukrotiti očeta v drugi puberteti. Ker mi o drugi puberteti vemo približno toliko kot Alenka Jeraj o policijskih statistikah, torej malo si sproti zmišljujemo, smo za nasvet raje poprosili človeka, ki ima s tem ogromno izkušenj. Matej odgovarja Sebastian C. Kar spremljate, ni moj oglas, ampak moj nasvet radovednemu Mateju, ki ga zanima, kako ukrotiti fotra v drugi puberteti. Za kaj tazga si moraš vzeti cajt, to cel ne rataš čez noč. Praviš, da je tvoj fotor v drugi puberteti, to ni nič, moj že v tretji. In vem, kva bo, najprej bo hotel iti ven, prav, pelga v najboljši lokal, kar jih imate. In ko bo videl, kakšne so cene, danes ga omenila. Noben dec čez 50, no da več kot 3 evre za pijačo. Dober dan, kje prinesem? Eno kavico. Kje sem ostal? Aja, to je fotar, si v kupu drag avto. To je super novica zate. Ker ko v star 70 mu bo ponoven, ni tako vzel vozniško. In ta avto bo tvoj. Tako da poskrb sam, da avto nov dizel. Ker te bo že do takrat prepovedani. In še zadnja stvar, kad dec vstopi v drugo puberteto, ga začnejo privlačati mlajše ženske, 20-30 let mlajše. To je glavni znak krize srednjih let. Čakaj malo, a to pomeni, da se pri meni že začela, kva? Kavica. Računček. 3,60 €. 3,60 €, kva? V mojih cajtih je bilo to evro. A se to res začela, kva? Kriza srednjih let tudi pri mene, kva? Ej, Matej, pomagaj mi. Ti mi pomagaj. Pomagaj. Kdor se ne naroči obžalovanje dejanja, da izbriše.